pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je tretji krog v prvi MNZ Maribor, naše kamere pa bodo pospremile obračun v Limbušu, kjer se bosta pomerila domače Marle z Hiše in pa goste iz Črne na Koroški. Nogometni klub Peca ekipi sta v prvenstvo vstopili nekoliko drugače. Domači so na uvodnih dveh tekmah vknjižili eno zmago in pa en poraz, na drugi strani pa so Črnjani po lanski katastrofalni sezoni, ko niso uspeli v 13 krogih, ki so jih igrali, premagati nobenega nasprotnika na prvih dveh dvobojih te sezone, vknjižili dve zmagi in so zraven Marjete edino moštvo, ki se lahko pohvali 100% izkupičkom, a res je, da so do sedaj igrali zgolj na domačem terenu in zanimivo bo videti, kako se bodo znašli na prvem letošnjem gostovanju. Iz sredine igrišča bodo krenili gostujoči nogometaši, ki bodo ta obračun odigrali v rdečih športnih dresih, na drugi strani pa Marles v svojih tradicionalnih črnih barvah. Sedaj preletimo še tudi obe enajsterici. Pri domačih v vratih tekmo pričenja Gregor Mlaker, v obrambi Jelenc, Valentin, Novak, Miljatović in pa Embreuš, v vezni vrsti Nerad, Aljaž Dobaj, Ribič in pa Pavlič, v napadu pa Zgrabič in pa Štrukelj. Na klopi na svojo priložnost pri Marlesu čakajo Ganziti, Izidor Jelenc, Aleš Mlaker, Tomi Babšek, Tinej Babšek, Hozjan in pa Miha Kušnik. Trener domače zasedbe je Bogomir Špindler, na drugi strani pri Peci pa v vratih Lopatni, v obrambi Cafuta, Belej, Aliti in Hovnik. Zadnja vezista sta Gostenčnik in pa Ameršek, pred njima trio Pečovnik, Pavličič in pa Vezovnik. Najbližje nasprotnikovim vratom pa bo ta obračun pričel Fortin. Na klopi pri Peci pa na svojo priložnost čakajo Celner, Blaž Šepul, Rastočnik, Leniči, Štiftar in pa Marin. Trener gostujoče zasedbe pa je Aleš Karič. Vidimo, da že domači nogometaši nekako poskušajo prevzeti pobudo v teh uvodnih minutah današnjega obračuna. Prvi napad tudi gostujoče zasedbe. Na mestu obramba Marlesa, v posesti lepo Zgrabič, še vedno Zgrabič, vrača Ribiču, hitro so gostje prišli do posesti. Ribič, lepo na levo stran proti Neratu, Nerad v bloku, Aliti brez težav za vratarja gostov. Znova Ribič, lepo Ribič. Štrukelj, še vedno v posesti Štrukelj, vrača Ribiču. Kot vse kaže, bodo domači po večini svojih napadov organizirali po desni strani. Pavlič je iskal Ribiča, toda nekoliko prehitra podaja za tega nogometaša. Zaenkrat tako eni kot drugi želijo prevladati na terenu. Iz avta je metal Embreuš na mestu Cafuta.
Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice je Damjan Novarlič, njegova pomočnika pa sta Matej Ogrin in pa Radenko Kmetec, delegat tekme Boris Toplak. Medtem smo videli tudi prvi strel na današnji tekmi. Visoko čez vrata so sprožili domači nogometaši in Črnjani začenjajo nov napad. Nerad pred vrata, kjer se je odkrival Štrukelj. V obrambo se je vrnil Pečovnik, veliko prostora ima ta nogometaš. Gostenčnik na desno stran proti Hovniku. Pri Peci nekako v tej sezoni oba bočna nogometaša veliko poizkušata tudi s temi prodori v napad in nekako pomagati svojim napadalcem v napadalni liniji. Nerad Jesko Štruklja, znova na mestu gostujoča obramba, nesporazum pa v napadalni vrsti. Fortin ni najbolje ocenil te podaje Vezovnika. Nerad vrača Novaku. Miljatovič. Znovo posesti Novak, nekaj manjših težav za tega nogometaša, vendarle še vedno posesti Marles. Dobaj s podajo v prostor proti Ribiču, prvič nevarnejša akcija domačih nogometašev na tem obračunu. Lepo je Dobaj videl, kako se v napad vključuje Ribič, pravočasno pa izvratar Lopatnik, ki je morda preprečil prvi nevarnejši strel na tej tekmi. Zaenkrat vidimo, da Marles igra bolj napadalno, nekako že v uvodu želi dokazati, kdo je tukaj doma na tem igrišču. Jasno, za Peco pa je to prvo gostovanje v tej sezoni, kot že rečeno. Zanimivo bo videti, kako se bodo Črnjani dejansko znašli tukaj v Limbušu. Že od nekdaj je znano, da koroške ekipe v tej ligi po večini svojih točk nabirajo pred domačimi navijači. Lopatni vse svoje igralce pošilja naprej, šlo bo za dolgo podajo v vezno vrsto. Do posesti pa znova Marles, Dobaj je iskal Štruklja. Znova Dobaj, Štrukelj vrača Jelencu, Novak, Miljatovič. Ta zadnja štoperska položaja pri Marlesu pokrivata dva izredno izkušena nogometaša in to je podatek, ki nam pove, da strateg Špindler stavi na izkušnje, kar se tiče obrambne vrste, predvsem štoperskih položajev. Na levem boku je seveda mlajši Valentin Jelenc, na desnem pa Embreuš. Dobaj proti Neratu, Nerad takoj do Pavliča. Znova so domači hitro prišli do posesti, Nerad takoj z diagonalno podajo na levo stran proti Štruklju. Vključuje se Jelenc. Jelenc pred vrata na mestu Aliti. Fortin proti Pavličiču, krenil je Pavličič, prekršek nad
Slednjim nogometašem Pavličič zagotovo najbolj zvenečo ime tega obračuna, 36-letni Dravograjčan, ki je svoje prve prvenstvene tekme v članski karieri pred dolgimi leti odigral ravno tukaj pri Peci, preden je nato v prvi slovenski ligi debitiral za Dravograd, kjer je zbral kar 29 nastopov v prvi slovenski nogometni ligi. Po večletni uspešni karieri na drugi strani meje se je vrnil v Črno na Koroškem, v Avstriji je pustil močan pečat, saj je v dresih treh klubov iz avstrijskih lig v 342 nastopih dosegel kar 105 zadetkov, nosil pa je drese Globašnice, FSV iz Beljaka ter Avstrije iz Celovca. Napaka Dobaja, pravočasno se je omešal vezovnik, toda hitro do posesti Marles, Nerad. Nekaj raztrgane igre v teh trenutkih. Pavličič z lepo podajo v prostor proti Fortinu, videli smo, to je tisto, kar premore Pavličič, z eno potezo dejansko lahko iz igre vrže celotno obrambno vrsto nasprotnikovega moštva, vendar na koncu je bila ta podaja nekoliko prehitra za Fortina. Štrukelj, Nerad, znova Nerad, vrača Jelencu, na klopi pri Marlesu zraven Valentina Jelenca, ki igra na tem levem bočnem položaju, še njegov mlajši brat Izidor. Pavličič, oziroma Pavlič, se opravičujem, še vedno Pavlič, našel je Jelenca, ki pa mu je žoga na koncu odšla in to bo gol out za gostujočega vratarja. Na zadnjih 6 obračunih so nogometaši Marlesa vknjižili 5 zmag in pa en poraz, tega so doživeli v prvem krogu letošnjega prvenstva proti Marjeti prav tukaj. Na domačem terenu so izgubili z 0-4, premagali pa so v pripravljalnem obdobju Miklavž 3-2, Cerkvenjak 2-0, Roho 5-3, Malečnik 2-1 in pa v prejšnjem drugem kolu prvenstvene tekme so bili boljši od Jurovskega Dola z 1-6, medtem pa poskus proti napada Pece. Pečovnik 1-1 z Embreušom, ki je bil uspešnejši na koncu, bo to prvi udarec iz kota na tem obračunu. Bomo videli, ali lahko goste iz tega standardnega položaja ogrozijo domača vrata. Na prvo vratnico je šla ta podaja, najvišji v skoku nogometaši Marlesa. Nekaj manjših težav za Mlakerja, ki je na koncu vendarle uspel žogo ujeti. Štrukelj. Štrukelj z lepo podajo v priložnosti se je znašel Zgrabič, vendarle izkazal se vratar Lopatnik, ki svojo ekipo ohranja pri neodločenem rezultatu, če lahko tako rečem, v glavnem ohranja rezultat začetnih 0-0, prodrl je po levi strani Pečovnik in prekršek Embreuša. Se kaže, bo to prvi rumeni karton na tem obračunu, pripadel je domačim nogometašem, porumenel je Embreuš.
Videli smo, da lahko Marles kar hitro odigra, ko nasprotnik ne zapira prostora, kar naenkrat je Štrukelj lepo našel Zgrabiča, ki pa se tokrat ni izkazal svojim zaključkom akcije. Žoga, zanimiva situacija, žoga je medtem zadela glavnega sodnika Novarliča, ki bo posest športno vrnil Peci. Hovnik, Ožbej Hovnik, prejšnjo sezono je bil član Pohorja, sedaj pa se je vrnil v Črno, kjer je 22-letnik že odigral 11 prvenstvenih tekem za črno-bele. Črno-beli so seveda dresi, domači dresi Pece, danes pa v gostujočih, ki so, kot sem že dejal, rdeče-črni. Ribič vrača Embreušu, ta proti Miljatoviću, Novak, Štrukelj, iznajdljivo Štrukelj. Lepo Nerad proti Pavliču v bloku Aliti in to bo udarec iz kota za domače, prvi, ki bo pripadel tudi Marlesu. Na izvedbo odhaja številko 17 Valentin Jelenc. Jelenc na oddaljenejšo vratnico, vendarle žoga previsoka za vse prisotne. Štrukelj z nevarnejšim predložkom na mestu, obramba gostujoče zasedbe, kot vse kaže, pa se je tudi v prepovedanem položaju znašel domači nogometaš Novak. Visoko so pritisnili domači, Nerad je v težave spravljal gostujoče branilce. Pavličič, prekršek nad Pavličičem je storil Embreuš. Embreuš bo moral biti pozoren, kajti že ima rumen karton. Še en nesporazum v napadu Pece. Miljatović, Embreuš. Belej je bil na mestu, toda znova Marles. Dobaj je takoj v napadu iskal Nerata. Novak, Jelenc. Atraktivno Nerad, toda neuspešno. Pavlič je priboril še en out za svoje moštvo. Zaenkrat razen tiste priložnosti domačih, brez kakšne nevarnosti tako za enega kot drugega vratarja. Manjša napaka Novaka, krenil je Fortin, še vedno
Fortin, lepo Fortin, na koncu pa obramba vratarja Mlakerja, ki je rešil svoje moštvo zaostanka. Izjemna samostojna akcija je bila to Fortina, ki je pokazal, da gre za izjemno kvalitetnega napadalca. Drugi udarec iz kota, bo to za Peco. Proti prvi vratnici v skoku je bil Belej, na koncu pa žoga visoko čez domača vrata. To je tisto, česar si v domačih vrstah ne smejo privoščiti, takšnih napak, ki jo je malo prej storil Novak. Videli smo, da pri Peci premorejo veliko te posamične kvalitete. Še ena napaka, tokrat v vezni vrsti, krenil je Pavličič. Fortin na desno proti Vezovniku. Vezovnik je na levi strani iskal Pečovnika. Novak mirno na levo stran proti Jelencu. Poigravanje Jelenca. Vezovnik, Pavličič. V teh trenutkih vidimo, da gostje morda prevzemajo pobudo nad tem obračunom. Vezovnik, pravočasno iz vrat Gregor Mlaker. Vezovnik mirno vrača Hovniku. Hovnik, Vezovnik na kratko kombinirata na tej desni strani. Pavličič, še vedno Pavličič. V koncu neuspešen pri oddaji žoge prvi zvezdnik gostujoče zasedbe. Štrukelj. Borbeno Hovnik, ki je na koncu storil prekršek in prosti strel bo pripadel domači zasedbi. Preoster je bil nad Neratom. Na drugi strani pa je Peca na zadnjih 6 obračunih zabeležila 4 zmage in en poraz in en neodločen rezultat. Poraženi so bili strani Korotana v pripravljalnem obdobju, so bili boljši Prevaljčani z 1-2, remizirali so proti medtem domači v obetavni akciji, toda prehitra podaja za Pavliča. Da zaključim prejšnjo misel, pri Peci so remizirali proti Akumulatorju, prav tako v pripravljalnem obdobju bilo je 1-1, premagali pa so Dravograd v 19 s 3-2. V prvem krogu so bili boljši od Pohorja z 1-0, v pokalu brez večjih težav premagali Jurovski Dol 4-1 in pa zmaga tudi v prejšnjem drugem krogu, boljši so bili od razglašenega Brunšvika s 3-2. Novak in Jelenc z manjšimi težavami. Diagonalna podaja na levo stran proti Štruklju. Štrukelj je videl, kako se v napad vključuje Pavlič, toda vmešal se je Aliti. Prekršek nad Ameršekom. Tukaj težav je imel Pečovnik, uspešnejši je bil Embreuš, Ribič.
Dobaj. Znova proti Ribiču, ta pa neuspešen pri oddaji žoge. Lepo Dobaj. Dobaj se je zaenkrat kar dobro zoprestavil Pavličiču. Kar nekajkrat je s temi globinskimi podajami zaposlil svoje soigralce in s tem v težave spravil Črnjane. Uspešnejši od Fortina je bil Miljatović. Znova Dobaj. Takoj na levo stran, kjer se vključuje v napad Nerad. Nekaj težav tokrat za obrambo Pece. Dobaj proti Zgrabiču, Zgrabič v samostojni akciji. Fortin, znova je krenil Fortin. Na drugi strani je videl Pavličiča, to da vmešal se je Embreuš. Dobaj. Tisto glavno, kar pri Peci zelo dobro upravljajo, so ti hitri protinapadi preko Fortina in pa Pavličiča, ki imata veliko kvalitete, da sama dejansko prebijeta obrambo nasprotnika, medtem pa prvi rumeni karton tudi v gostujočih vrstah in to bo prosti strel za Marles, sila neugodnega položaja. Kar 4 nogometaši Marlesa pri žogi, bomo videli, kateri bo na koncu zaključil to lepo situacijo. Tu se kaže, se bo za strel odločil Štrukelj. Nerad in Dobaj sta se povsem odmaknila od žoge. Štrukelj, lepo Štrukelj, toda za nas je žoga zgrešila cilj in izid ostaja nespremenjen, 0:0. Visoko so pritisnili domači, Aliti vrača svojemu vratarju. Dobaj. Dobaj neuspešen pri oddaji žoge. Gostenčnik. Prekršek nad Embreušom je storil Cafuta. Lepo gostje v teh trenutkih Fortin, našel je Vezovnika, še vedno Vezovnik, težave v domači obrambi, prvo Miljatović ni najbolje zadev te žoge, na koncu pa je situacijo pametno razrešil Embreuš in žogo poslal izven igrišča in to bo drugi udarec iz kota za Peco na tem obračunu. Časno izvrat Mlaker. Zgrabič. Še vedno Zgrabič. V dvoboju je bil na koncu uspešnejši nogometaš Pece. Nerad. Nerad vrača Jelencu. Jelenc proti Zgrabiču, ta takoj na levo stran proti Neratu. Pavlič, Ribič. Ribič znova proti Pavliču, ki
preigrava, lepo je želel zaposliti Ribiča med dvema nogometašema Pece, vendarle na koncu podaja preveč za hrbet Ribiču in Črnjani so se znova obranili. Novak. Dobaj vrača Mlakerju. Zadnja tekma med tema dvema tekmecema se je končala z visoko zmago Limbušanov, ki so prav tukaj na domačem terenu povsem deklasirali Peco z 8-1. Blestel je Blaž Dobaj, ki je dosegel kar 4 zadetke, a ta napadalec ni več član Marlesa od letošnje sezone. Preselil se je k Malečniku, medtem pa nevarno pred domačimi vrati v priložnosti se je znašel Pečovnik, toda v bloku domača obramba še vedno poskuša Fortin. Mogoče je tokrat nekako Pavličič zamudil s podajo proti Pečovniku in s tem omogočil Marlesu pravočasno vrnitev v obrambo. Pavlič vrača Ribiču. Pavlič, kot vse kaže, se bo dvoboj nekoliko vendarle dvignil nivo oziroma bomo videli nekaj hitrega nogometa. Toda domači so znova stopili na žogo, Miljatović. Nanj je pritiskal Pavličič. Pavlič, lepo Pavlič proti Ribiču. Na mestu Hovnik. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, Blaž Dobaj, ki je v zadnjem dvoboju med tema dvema tekmecema dosegel 4 zadetke, ni več član Marlesa, preselil se je v Malečnik. Potrebno pa je tudi omeniti, da je to bilo v lanski sezoni, ko je Peca bila povsem razglašena, kot vse kaže pa tudi prva zamenjava na tem obračunu. V igro je prišel številko 18 Izidor Jelenc. Kot vse kaže, z obračunom ne more nadaljevati Štrukelj. Dobaj. Pavlič vrača Dobaju, ta mirno Miljatoviću. Kot že rečeno, zadnji dvoboj se je končal z 8-1 v prid Marlesu, a to je bilo v lanski sezoni, ko je bila Peca povsem razglašena in neprepoznavna. Nekako je Korošce, lahko bi rekli, rešil ta koronavirus, da je prišlo do prekinitve prvenstva in tako so nekako uspeli obstati v prvoligaški konkurenci. Hovnik žogo vrnil Beleju. Pavlič, še vedno v posesti Pavlič. Vmešal se je Gostenčnik. Pavličič. Brez prekrška nad Pavličičem. Miljatović. Miljatović v ogenj pošilja Izidora Jelenca. Ta je poskusil s predložkom pred vrata, kjer se je odkrival Zgrabič, toda previsoka podaja je bila to za slednjega, neuspešen pri oddaji žoge je bil Jelenc.
Ribič. Še vedno posesti Ribič. Ribič v preigravanju. Zgrabič. Še enkrat več na mestu obramba gostov. Pavličič, veliko prostora imajo pri Peci, še vedno Pavličič. Pavličič v samostojni akciji vključil, tokrat je strelom zaključil Pavličič, predtem se je v napad vključil tudi Gostenčnik, ki je podajo vrnil Pavličiču, a na koncu strel slednjega nogometaša ni bil dovolj močan, da bi nevarneje ogrozil domačega vratarja. Vezovnik, še vedno Vezovnik. Vidimo, da ekipi nekako napadata v intervalih. Te minute sedaj pripadajo Črnjanom. Pečovnik. Še vedno Pečovnik in še enkrat nesporazum med Fortinom in Pečovnikom ter žoga znova zlahka v posesti domače zasedbe. Mlaker. Mlaker z dolgo podajo, kjer je iskal Izidorja Jelenca. Sedaj sta oba vrata na igrišču pri Marlesu na levem bočnem položaju. Valentin Jelenc v napadu pa zraven Zgrabiča Izidor. Dobaj. Dobaj na desno proti Embreušu. Tukaj je sedaj Izidor Jelenc. Nikakor ne odneha ta mladenič. Vidimo, da je v velike težave spravil Beleja, ki je na koncu vendarle nekako uspel žogo prenesti izpred svojega kazenskega prostora. Prekršek nad Ameršekom. Belej vrača Alitiju. Rezultat še vedno začetnih 0-0. Vrnil se je Vezovnik, iskal je utekajočega Gostenčnika. Nerad vrača Pavliču, še vedno Pavlič. Toda umešal se je Cafuta. Hitro pa je posest zaspravil Gostenčnik. Nerad lepo na desno proti Jelencu. Jelenc je na drugi strani videl, kako se je lepo odkril Zgrabič, toda previsoka podaja za slednjega. Gostje znova pričenjajo izpred svojih vrat. Vidimo, da po večini tako eni kot drugi na kratko odigrajo pred svojim kazenskim prostorom, želijo stopiti na žogo in tako onemogočiti nasprotniku, da preide hitro v posest. Ribič je krenil, odlično v obrambi Ameršek, še vedno Ribič proti Pavliču. Jelenc je vrnil Embreušu. Dobaj strelja 1-0. Izjemen zadetek je dosegel Dobaj in domači so prišli do vodstva z 1-0. Z roba kazenskega prostora je Aljaž Dobaj dokazal, da ima izjemno močan in pa predvsem natančen strel in Marles je prišel do vodstva, mislim, da lahko rečemo zasluženega, saj so po večini tega prvega polčasa prevladovali na terenu, sicer niso bili kaj prida nevarni, a imeli smo občutek, da si bolj želijo tega zadetka kot gostje, ki so se prvič v tej sezoni znašli v zaostanku.
V včerajšnjem terminu so bili odigrani oziroma je bilo odigranih še 5 dvobojev, že 5 obračunov. V derbiju tretjega kroga so Starše z 2-0 ugnale Rače in s tem še enkrat več dokazale, da tudi letos resno razmišljajo o vrhu prvenstvene lestvice, na drugi strani pa so Rače doživele že drugi poraz v sezoni in s tem same sebe že v uvodu spravile v sila neugoden položaj. Za prvim mestom že sedaj zaostajajo za 6 točk. V spopadu koroških ekip sta se v Mežici pomerila NK Tap Akumulator in pa Radlje. Na koncu sta se ekipi razšli s prijateljskih 0-0, a na igrišču je bilo razvidno, da si tako eni kot drugi želijo zmage in prevlade nad koroškim tekmecem. Lahko rečemo, da kljub temu, da ni bilo zadetkov, smo videli dobro nogometno predstavo. Marjeta je na gostovanju v Dupleku še enkrat več povsem nadigrala svojega nasprotnika in se veselila visoke zmage z 1-5. Medtem vidimo, da domači še naprej prevladujejo na terenu, morda so v manjšem šoku pri Peci. Imeli so hiter protinapad, Pavličič, toda v prepovedanem položaju je bil slednji. Da zaključim prejšnjo misel, Marjeta v Dupleku z visoko zmago 1-5 in tako ostaja na vrhu prvenstvene lestvice z vsemi 9 osvojenimi točkami. Duplek pa je doživel nov boleč udarec pred domačo publiko. Moštvo, ki se Marjeti lahko priključi z 9 točkami na vrhu, je Peca, a zaenkrat so daleč od tega rezultata, od tega uspeha. Malečnik je povsem deklasiral Jurovski Dol z 9-1 in prišel do prvih točk v sezoni. Morda si pri Malečniku vendarle lahko obetajo boljše čase, Jurovski Dol pa tako ostaja pri 3 točkah, ki so jih osvojili v prejšnjem krogu proti Brunšviku. Brunšvik pa je doživel še eno blamažo, tokrat so se pomerili proti Pohorju, ki je prav tako kot Zeleni iz Dravskega polja v izjemno slabi formi, a samozavest je zagotovo nekoliko narasla, saj so prišli do prvih točk in prve zmage letos. Boljši so bili z gladkih 0-4 in to je še en podatek, kateri nam pove, da se Brunšvik v tej sezoni zares ne znajde najbolje. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost za Zelene iz Dravskega polja. Prehitra podaja na koncu za Novaka in to bo gol out za gostujočega vratarja. Istočasno kot tale naš dvoboj pa se je pričel tudi obračun v Miklavžu, kjer domači zares nepričakovano že vodijo z visokih 3-0 proti Pesnici. Pričakovali smo nekako, da bi Pesničani lahko premagali Miklavž oziroma so bili morda v manjši vlogi favorita, a videli smo, da Miklavž v tej sezoni misli resno, igra na zelo visokem, zavidljivem nivoju. Še v prvem krogu so zadali boleč udarec Račam z 2-0, tokrat pa že v prvem polčasu proti Pesnici vodijo s 3-0 in kot vse kaže, tudi Pesnica letos v začetku prvenstva ne more oziroma ne spada v krog ekip, ki so krenile v prvenstvo dobro pripravljene. Mislim, da pri Peci želijo ta prvi polčas pripeljati k koncu s tem minimalnim zaostankom, da nekako zbistrijo misli, naberejo nove moči in v drugi polčas krenejo nekoliko bolj ofenzivno, bolj napadalno. Jelenc, lepo Jelenc, morda je na koncu poskušal nekoliko preveč. Pavlič se je omešal in znova do posesti Novak. Ta mirno proti Dobaju, edinemu strelcu, vsaj zaenkrat na tem obračunu. Lepo je Dobaj našel Zgrabiča, ki je takoj iskal v napadu Jelenca, a prehitra podaja za slednjega. Belej na levo proti Cafuti.
Out bo pripadel gostom Cafuta proti Pečovniku. Še enkrat več je Pečovnik priboril out za svojo ekipo. Pavličič, prekršek nad Pavličičem, preoster je bil Embreus, ki, kot že rečeno, bo moral paziti, saj že ima rumen karton. To je bil dokaj oster štart domačega branilca. Nekaj zmede v kazenskem prostoru, na koncu bo to tretji udarec iz kota za Peco v tem prvem polčasu. Ali lahko Črnjani pridejo do izenačenja iz prekinitve? Pavličič čaka na robu kazenskega prostora na odbito žogo proti bližnji vratnici. Mislim, da neuspešen poskus gostujoče vrste in glavni sodnik je med tem odpiskal konec tega prvega polčasa. V prvem delu lahko rečemo, smo spremljali prevlado domače zasedbe, ki je že od prve minute takoj nakazala, da želi zmago na tem obračunu. Črnjani še vsaj zaenkrat niso bili kaj prida nevarni pred vrati Mlakerja, a seveda preostane jim še celi drugi polčas. Jasno, Peca ima 6 osvojenih točk, tako da jih ne gre kar tako odpisati. Strelec za domače v tem prvem polčasu je bil Aljaž Dobaj, ki je tako postavil končni rezultat tega prvega dela 1-0 za Marles.